Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Naj vas že kar na začetku oddaje povabim, da po koncu tokratne kronike pogledate posebno oddajo o letošnjem pokalu Vitranc. Kako poteka, kaj vse se je tam dogajalo, kako potekajo priprave in sam veliki smučarski spektakel. Kot rečeno, takoj po današnji kroniki tedna. Zdaj pa preglejmo še ostale novice. Turistično društvo Rateče Planica in Razvojna agencija Zgornje Gorenjske sta združila moči in pripravila delavnico izdelovanja rateških krapov. Ragor namreč od novembra leta 2016 sodeluje skupaj še s 13 partnerji iz 6 alpskih držav v mednarodnem projektu Alp Foodway, katerega glavni namen je ohranjanje alpske nesnovne kulturne dediščine s poudarkom na kulinariki. Za alpske skupnosti je namreč pomemben vir identitete tudi dediščina prehrane. V soglasju s turističnim društvom in Kranjskogorsko občino so oblikovali paket aktivnosti za odkrivanje dediščine in njeno ohranjanje ter vpeljavo v gostinsko ponudbo. Med drugim so, kot rečeno, pripravili medgeneracijske kuharske delavnice, na katerih so otrokom in mladim pokazali, kako se pripravljajo tradicionalne jedi, tokrat rateški krapi. Gre za prenos znanja iz starejših na mlajše in obujamo tradicionalno kulinariko. Projekt smo začeli izvajati na predlog Ragorja in v sklopu projekta bomo izvedli 10 kulinaričnih delavnic. Izvajamo tudi pogovorne večere s starejšimi, pri katerih opisujemo običaje povezane s kulinariko, ki jih bomo potem zapisali in zbrali tudi v knjižici rateških jedi, običajev in receptov. Končna faza projekta pa je, da bi to kulinariko implementirali v gostinsko ponudbo Rateč. Projekt, ki je vreden 2,5 milijona evrov in je sofinanciran s strani Evropske unije iz programa Interreg območje Alp, si prizadeva oblikovati trajnostni razvojni model za obrobna gorska območja, ki bo zasnovan na ohranjanju in vrednotenju kulinarične dediščine alpskega prostora ter na inovativnih orodjih trženja in upravljanja. To je že 9. delavnica po vrsti. V planu imamo 10 delavnic, delavnice pa izvajamo z vrtcem Rateče, osnovno šolo Josipa Vandota Kranjska Gora in pa medgeneracijsko delavnico z mlajšimi in starejšimi občani Rateč. Zanimanje za te kulinarične delavnice je, kot vidite, izredno veliko. Denimo potice, ki smo jih pekli, smo mogli izvesti na 2 delavnicah, ker je bilo povpraševanje za eno preveliko. Izkoristila bi priložnost, da čestitam tudi učencem Josipa Vandota iz osnovne šole Kranjska Gora, ki so včeraj sodelovali na projektu Turizmu pomaga lastna glava in so prejeli zlato priznanje in se uvrstili v nadaljnje tekmovanje. Na odru v Ljudskem domu v Kranjski Gori je zaživela nova predstava mladih domačih gledališčnikov. Tokrat so pod taktirko Metke Frelih uprizorili Grdega račka. Kakšen dolg čas. Namen tega Grdega račka oziroma, da sem se lotila te predstave, pa je bil te neenakosti še vedno vladajo v svetu, tega je čist preveč. Pa če si majhen, pa če si predebel, pa če nisi po merah lep, po tistih izgledih, kot so te revije, kot kažejo. Pravzaprav brez pravega vzroka včasih otroci koga označijo, ali pa tudi odrasli. Tako da mi je bil to velik izziv. Kaj ne vidite, da valim in potrebujem mir? Zdaj še tretji. Ja. 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 Kako bo šele ta lep in postaven? Ja. 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 No ja, mogoče tiste 2 kati. Tale pa prav gotovo ni najlepši.
lepši. Vaje so potekale enkrat na teden, razen med počitnicami. Zimskimi smo imeli 3 vaje zaporedoma, oziroma potem 4, 4. še na nedeljo, ker je to le res treba. Če hočeš, da je izdelano, je potrebno nekaj vaj več. Včasih kakšni starši to težko razumejo. Jaz jih tudi razumem, da se gre kam smučati, pa vendar večina je bila na vajah in tiste 3 dni je bilo ogromno narejenega. Nekako sem zadovoljna s tem, kar sem prinesla za otroke na oder. Sem malo prirejala tudi na posameznike. Mislim, da sem kar zadela vloge. Otroci so pa stari od 9 pa do 14 let. Mogoče je kakšen že v 15. letu. Tako da nam bojo v jeseni 3 9-letkarji ušli. Mama, jaz sem vedno najbolj grd rasla na vsem svetu. Če mi ne verjameš, da si čudovito lep labod, se poglej v vodi. Res, da sem jaz lep. Ja, poglej se. Ampak to nisem jaz. Ta, ki me gleda, je lep. Na rednem letnem občnem zboru so se ta teden sestali člani in članice Društva invalidov občine Kranjska Gora. Predsednik v naslednjem mandatu ostaja Marko Košir iz Kranjske Gore. Pregledali so delo v lanskem letu in začrtali načrte za letos. Med njimi so seveda razni izleti in športne aktivnosti, ki se jih člani in članice radi udeležujejo. Prav tako bo poskrbljeno tudi za kulturne prireditve, ki jih radi prirejajo in se po njih tudi podružijo. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Etnološka delavnica Prajkli in Preste bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori v sredo ob 16. V četrtek ob 18. bo v Ratečah prireditev Pozdrav junakov daljav, na kateri se bodo pred planiškim praznikom predstavili smučarski skakalci. Za zabavo bo poskrbel Zahod band. Od četrtka do nedelje bo v Planici namreč finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. V Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem bo v petek ob 19. koncert Staneta Vidmarja. Prireditev Open Air Planica bo v soboto ob 18. pred dvorano Vitrancu v Kranjski Gori. Na odru bodo žrebali štartne številke za nedeljsko tekmo. Za glasbeno vzdušje pa bodo poskrbeli Magazino Komerciale, Zodiac Band in drugi. Dogodek je za vse obiskovalce brezplačen. V soboto bodo v prostorih krajevne skupnosti Rateče Planica odprli razstavo ročnih del pridnih deklet in žena. Na ogled bodo torka vsak dan od 10. do 18. V ponedeljek 26. marca ob 17. uri bo predavanje Simone Levc, soavtorice knjige Varuh otrokovih dolžnosti, predavateljice ter strokovnjakinje na področju vzgoje otrok in mladostnikov, ki ga v sodelovanju z osnovno šolo 16. decembra Mojstrana organizira LAS občine Kranjska Gora. Predavanje z naslovom Vzgajajmo samostojne in odgovorne otroke bo v prostorih osnovne šole v Mojstrani. Slišali boste praktične nasvete o vzgoji otrok, kaj se je spremenilo v vzgoji nekoč in danes, zakaj so nove generacije otrok manj samostojne, manj odgovorne in še marsikaj drugega. Toliko smo vam, drage gledalke in gledalci, pripravili v tokratni kroniki tedna. Sedaj še enkrat povabilo k ogledu posebne oddaje o letošnjem pokalu Vitranc. Začne se takoj. Lep večer želim. Nasvidenje.